Na dvojezični osnovni šoli Prosenjakovci so na tiskovni konferenci predstavili projekt Novogradnja in rekonstrukcija dvojezične osnovne šole Prosenjakovci. Ravnateljica šole Jožefa Herman. V okviru projekta Novogradnja in rekonstrukcija dvojezične osnovne šole Prosenjakovci sta si občina Moravske Toplice in dvojezična osnovna šola Prosenjakovci zadali novogradnjo pomožne večnamenske stavbe oziroma učilnice na prostem ter nadstrešek za prvo triado in rekonstrukcijo dvojezične osnovne šole za zamenjavo strojnih in elektroinštalacij v notranjosti objekta ter sanacijo sten in tal. Dela v notranjosti so sedaj dokončana. Imamo sodobno urejene učilnice, sanitarije, telovadnico in računalniško učilnico s knjižnico. Na novo je opremljena gospodinjska učilnica, posodobljen je varnostni sistem in ozvočitev šole. Zamenjana je celotna keramika od kuhinjskih prostorov do sanitarij. Tekom izvedbe del pa smo naleteli kar na velike težave. Vlaga je uničila dobršen del predmetne stopnje in kuhinje. Podirale so se nam stene, dela so se povečevala, prav tako kot tudi finančna sredstva. Projekt novogradnje in obnove je sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v višini nekaj več kot 700 000 evrov. Predstavitve novih in prenovljenih prostorov se je udeležil tudi državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, dr. Mitja Slavinec. Hvala lepa, gospa ravnateljica, in hvala lepa, ko šolo tako dobro vodite. In to učim zato, ko sem imel priliko jo prek vaših obšolskih pa izvenšolskih aktivnostih, predvsem prek Zveze za tehnično kulturo, pa tudi sicer že prili dobro spoznati. Spomnim se, sem jo obiskal recimo na enom tabori in te je ne tako lepa bila, kak je zdaj. In to pomeni, da če delate tudi ob tistom, kaj je obvezno predpisano v kurikulumi za šolo, še puno vsega okoli, te si seveda tudi zaslužite, ko imajo vaša deca čim boljše pogoje in zdaj, da to lejko poglednemo, je gvišno pokazano, ko je Pejnes bil prav poslani, pa Pejnes tudi bil prav ponicani in ga vam želim še fejs dosta uspehov na vaši poti in uspešno vodenje vaše že do zdaj dobre, zdaj pa še toliko bolj lepe šole. Za izpeljavo takšnega projekta je pomembno in potrebno sodelovanje od lokalnega do državnega nivoja. Predstavitve prostorov in tiskovne konference se je udeležil tudi poslanec Madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvat. Jaz sem tudi že ogledal prej to šolo in če se boste zdaj še vi ogledali, potem boste verjetno mi vsi pritrdili, da je bila to odlična investicija in samo želim in upam, da bomo v tej zgradbi videli čim več zdravih, mladih, nasmejanih, dobro učečih otrokov, ki se bodo po možnosti potem nekako ustalili tudi po končani osnovni šoli oziroma se vsaj vrnili po končani srednji ali šoli in fakulteti v Pomurje, Prekmurje, ker mislim, da tukaj rabimo res mladi kader, ki nam bo nekako zagotavljal prihodnost. Z novogradnjo in rekonstrukcijo dvojezične osnovne šole Prosenjakovci so največ pridobili predvsem šolarji in zaposleni na šoli. Za občino Moravska Toplica je bila to pomembna investicija. V bistvu smo danes veseli, ker je na nek način prikazano ali pa zaključeno neko obdobje rekonstrukcije in novogradnje v enem delu dvojezične osnovne šole Prosenjakovcih. Sredstva, ki smo jih uspeli pridobiti tudi s pomočjo državnega sekretarja in poslanca, so velika, 702 000 evrov je znesek, ki ga je dala država. Občina Moravske Toplice je pa prispevala 358 000 evrov za ta del, ki ste ga tudi videli na nek način. Šola je tudi dobro opremljena po najsodobnejših standardih. Vesel sem kot župan, da se v njej odlično počutijo otroci, starši in pa tudi učitelji. Včasih je tukaj na obrobju bilo tako, da smo mi vedno imeli nekaj slabše stvari, zdaj se pa zadeva spreminja. Jaz kot župan si želim, da bi nekako tudi na državni politiki obveljala smer, ki je trenutno, ne glede na to, da so volitve pred nami,
zato ker na nek način si vsi želimo skladnejši regionalni razvoj, želimo si boljše pogoje za vsakodnevno življenje, predvsem pa tudi boljše pogoje za tiste, ki prihajajo za nami, to so pa otroci, da bi vsaj v tem pogledu bili deležni vse te infrastrukture šolske in vzgojne, ki jo imajo seveda tudi v velikih centrih. Ja, šolski prostor je takšen, da ni možno ne vem kakšnih velikih investicij delati vsaj v prostorih in tudi v okolici v smislu gradnje v času pouka. Zato mi že imamo pripravljene projekte in pa seveda tudi ocene finančne, kaj bomo postorili v času šolskih počitnic. Seveda pa tudi tukaj računamo, da bo država pristopila na pomoč, ker je ocenjena vrednost potrebnih sredstev za to, da seveda ob tej priliki tudi obnovimo fasado, potem zunanje parkirne površine, ki so zelo stare in razpokane, potem imamo še en del v športnem delu igrišča za narediti, tako da računamo, da je ta ocenjena vrednost okrog 400 000 evrov. Kot pa veste, tudi zasebno je spričo te vojne v Ukrajini in pa krize povezane na področju tudi energentov, dobave in pa gradbenih cen taka, da ponudniki, ki jih seveda dobimo na podlagi javnega razpisa ali zbiranja ponudb, garantirajo ceno, teden ni. Mi imamo pa zakonodajo povezano z javnimi naročili, ki zahteva neke dolgotrajne postopke, pritožbene roke in tako naprej, tako da če bodo cene tako divjale, jaz ne morem oceniti, kako bo v finančnem smislu. Naša želja, naš načrt in pa ambicija pa je, da bi to, seveda, kar sem povedal, kar manjka, še storili v letošnjem letu. Primerno okolje za zaposlene in za šolarje je osnovni element za kakovostno izobraževanje. Da je to tako, v dvojezični osnovni šoli v Prosenjakovcih dokazuje tudi to, da šolo obiskujejo ne samo učenci iz domače občine in države, ampak tudi učenci iz sosednje Madžarske.